Na sejmu Dom v Ljubljani pa smo poklepetali z direktorjem uspešnega podjetja Lumar. Seveda nas je najprej zanimalo, kako so njihove hiše povezane z zdravim načinom življenja. Gospod Lukič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Zakaj bi lahko rekli, da so hiše Lumar povezane z zdravim načinom življenja? Zato, ker so v prvi vrsti grajene iz ekoloških materialov, osnovni gradnik je les, uporabljamo ekološke izolacijske materiale, predvsem so pa zasnovane na način, da so na eni strani tistim, ki v njih bivajo, izredno prijazne, na drugi strani pa tako v fazi proizvodnje kot kasneje uporabe objekta kar najmanj obremenjujejo okolje in na to smo izrazito ponosni. Ena velika vrednost je prezračevanje. Tako, vsaka naša hiša ima vgrajen sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, kar pripomore na eni strani k res vedno svežemu zraku v prostoru in tega se ponavadi ljudje zavedo šele ali pa zavedajo šele, kot so enkrat v hiši. Prej se jim to zdi nekaj imaginarnega. Na drugi strani pa seveda ta sistem prezračevanja poskrbi tudi za to, da imamo izredno nizko porabo energije, saj nam pozimi ni potrebno odpirati oken, kjer izgubimo veliko toplotne energije, ki je drugače ujeta v stavbi. Pri vas ste znani, da imate vedno kakšne novosti. Kakšne so zdaj? Ja, mi smo nekako potem v Sloveniji veljamo za pionirja pasivne gradnje. Že več kot 10 let nazaj smo postavili prve pasivne objekte, prve certificirane pasivne objekte. Z letošnjim letom pa smo ta naš koncept pasivne nizke gradnje razširili na zero emission living. Se pravi, da k hiši dodamo še sončno elektrarno, dodamo elektroavtomobil, dodamo toplo gredo, recimo za gojenje zelenjave in podobno. Se pravi, da postane hiša ena taka avtonomna celica, ki je na nek način samozadostna. In to je na nek način tudi odgovor Lumarja na izzive globalnega segrevanja, onesnaževanja in konec koncev tudi neka sociološka vprašanja. Vse vedno bolj pomembno postaja ta dom ponovno, ta povezanost družine in mislim, da z našim konceptom lahko tukaj ponudimo dobro alternativo. Veliko nas je, ki zelo radi bivamo v Lumar hiši, eden takih bo tudi Jakov Fak. Je tako, Jakov Fak je spet, bi rekli, naš nov kupec, za njega že gradimo hišo, na to smo izredno ponosni. Ponosni so na prav vsako hišo, ki jo zgradimo za ljudi, ki se odločijo, da bodo gradili z Lumarjem. Pa vendar je, kadar gradimo za dobitnika olimpijske medalje, kar Jakov Fak je, za človeka, ki ima izredno visoke standarde, izredno predanost, težnjo po perfekcionizmu, to dodatno priznanje, da v Lumarju delamo domove, ki odgovarjajo tudi tistim najzahtevnejšim. In na to smo tudi med drugim izredno ponosni. Prej so se malce pošalila, da tisti, ki živimo v Lumar hišah, kar neradi gremo na dopust. Teh nas je več. Tako, mi po novem pravimo, da ste v Lumar hiši vsak dan na dopustu, ne samo takrat, ko greste na dopust. In dejansko je to izredno zanimivo, da od veliko naših kupcev dobimo to povratno informacijo, da je pravzaprav najslabša točka gradnje z Lumarjem ravno to, da se hiše tako dobro počutijo, da postanejo zapečkarji. To seveda mi ne želimo, želimo, da gojijo nek aktiven življenjski slog, pa vendar je to neko dodatno priznanje, da se v domu počutijo tako dobro, kot da bi bili na dopustu. In jaz mislim, da je s tem naše poslanstvo uresničeno in zaključeno. Absolutno. Hvala lepa. Hvala tudi vam.